Ni dvoma, da bo današnji znanstveni večer nekaj prav posebnega, posebej za sodelavce Univerze v Novi Gorici. Danes bomo spoznali nekaj več o arhitekturni zgodovini našega dvorca. Prostora, ki nas gosti in kjer izvajamo vedno večji del raziskovalne in pedagoške dejavnosti. Prepričana sem, da bomo s poznavanjem zgodovine dvorca in njegovega kulturnega potenciala razumeli tudi nekaj več o bodočem potencialu razvoja naše univerze in nas samih. Saj spoznavanje preteklosti, edina pot k razumevanju sedanjosti in pot k bolj smiselnemu napovedovanju prihodnosti. V veliko čast in veseljem je, da vam predstavim današnjega gosta, profesorja dr. Igorja Sapača. Profesor dr. Igor Sapač je univerzitetni diplomirani inženir arhitekture in univerzitetni diplomirani umetnostni zgodovinar. Ukvarja se zlasti z arhitekturno zgodovino in s problematiko ohranjevanja in prenove stavbne dediščine. Med letoma 2005 in 2014 je bil zaposlen kot kustos za arhitekturo in muzejski svetovalec v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani. Od leta 2007 predava na oddelku za arhitekturo Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru. Leta 2008 je dokončal doktorsko dizertacijo z naslovom Rekonstrukcijski posegi v historičnih urbanih naselbinah na Slovenskem. Napisal je preko 10 odmevnih samostojnih znanstvenih monografij, številne znanstvene in strokovne članke ter dele monografij, pripravil več obsežnih razstav z arhitekturno-zgodovinsko tematiko, strokovnimi prispevki, nastopal v vrsti televizijskih in radijskih oddaj ter sodeloval pri mnogih prenovah arhitekturnih spomenikov na Slovenskem. Prejel je Prešernovi nagradi Fakultete za arhitekturo in Filozofske fakultete v Ljubljani, Plečnikovo medaljo za prispevek z področja strokovne publicistike, Valvazerjevo nagrado Slovenskega muzejskega društva in 2 priznanji Izidorja Cankarja, ki mu jih je za raziskovalno delo in prispevek k ohranjanju slovenske grajske dediščine ter za monografijo Arhitektura 19. stoletja na Slovenskem podelilo Slovensko umetno-zgodovinsko društvo. Profesor dr. Igor Sapač, prosim, da nam predstavite današnje predavanje. Hvala. Hvala lepa. Mislim, da se bomo slišali. Lep dober večer. Prisrčna hvala Univerzi v Novi Gorici za to povabilo. Na nek način se danes v bistvu uresničuje tisto, kar smo sanjali tam pred skoraj 10 leti. Leta 2008 je izšla tale knjiga, danes že pravzaprav antikvarna rariteta o grajskih stavbah v zahodni Sloveniji. Sicer prva knjiga iz cikla 5 knjig, ki predstavljajo grajsko dediščino primorskega prostora, in knjiga je obravnavala Zgornjo Vipavsko dolino. In seveda takrat, ko je bila predstavitev tu v Vipavi, še ni bilo priložnosti in možnosti predstaviti knjige tu v Lantjerjevem dvorcu, ampak seveda želeli smo si, da bomo v doglednem času le v tej dvorani se lahko zbrali in se družili, in zdaj, ko sem se pripeljal, je bilo prav prijetno videti, da so luči prižgane v stavbi, skratka, da stavba živi tudi dolgo v noč, in to je vedno en tak lep dogodek, ker seveda podobnih grajskih objektov v Sloveniji je zelo malo in si želimo, da bi jih bilo seveda več gradov, več dvorcev, ki bi bili napolnjeni z življenjem tudi malo daljši čas, kot je včasih neko obratovanje kakšnega recimo muzeja oziroma kakšne javne institucije, ki zaseda takšno grajsko stavbo. Predavanje, ki bo tukaj predstavljeno, pravzaprav temelji na raziskavah, ki sem jih opravljal tam pred dobrimi 10 leti. Vse skupaj pa ima že, lahko rečemo, malo daljšo brado in se je začelo že tam v 80 letih prejšnjega stoletja z
delo mojega mentorja, profesorja doktorja Ivana Stoparja, ki je nekako spoznal, da seveda je slovenski prostor skozi stoletja, ne, oziroma lahko govorimo o minulem tisočletju, zelo seveda zaznamovan z grajsko dediščino, da to predstavlja enega temeljev grajene identitete slovenskega prostora, da pa seveda o tej grajski dediščini izjemno malo vemo, oziroma da smo jo nekako zaradi različnih dogodkov, predvsem v 20. stoletju, zelo zanemarili in da je seveda osnova za učinkovito varovanje te dediščine, da jo sploh poznamo, oziroma najprej seveda nek popis, lahko rečemo, skratka neko evidentiranje, ne, in potem seveda neka valorizacija, skratka neko ovrednotenje. In da zdaj to ne bi bila samo neka suhoparna raziskava, je dr. Stopar se zavzel za to, da bi seveda rezultati raziskovanja grajske dediščine bili predstavljeni v knjižni obliki in na tak način čim bolj seveda dostopni najširši javnosti. Ne. In nastala je zamisel o zbirki grajske stavbe v Sloveniji. Zbirka je začela izhajati leta 1990 z pomočjo takrat Znanstvenega inštituta Filozofske fakultete v Ljubljani, pa v sodelovanju s takratno partizansko knjigo, pozneje so se seveda časi spreminjali in v nekem trenutku je skrb za zbirko prevzela založba Viharnik. Dr. Stopar je izdal pri založbi Viharnik 16 knjig, ki so obdelale oziroma predstavile grajsko dediščino Štajerske, Prekmurja, Gorenjske, Dolenjske pa Bele krajine, ne. Potem je pa v nekem trenutku se odločil in meni predal štafeto, sicer malo nenavadno kot Štajercu, in pripadla mi je v bistvu dolžnost in čast obdelati še grajske stavbe na Notranjskem in v zahodni Sloveniji, oziroma na prostoru, ki ga danes pojmujemo z izrazom Primorska. No, v letu 2008 je, kot rečeno, potem išla knjiga, ki predstavlja grajsko dediščino zahodne Slovenije in v tem sklopu je bil malo natančneje tudi obdelan Lantjerjev dvorec. Zdaj, da bo malo lažje se bom usedel, upam, da bo kljub temu nekak stik ostal v redu. Skratka, da bo predstavitev Lantjerjevega dvorca malo bolj nazorna, sem pripravil slikovno gradivo, ki je bilo v glavnem zbrano že takrat za to omenjeno knjigo. In seveda zdaj najprej, kaj je treba reči pri Lantjerjevem dvorcu, že desetletja pravzaprav velja za enega najpomembnejših primerov grajske dediščine v slovenskem prostoru, ne, že tam recimo leta 1974 je bil uvrščen na nek seznam 50 gradov in dvorcev v Sloveniji, ki so dobili status spomenikov prve kategorije in seveda ta pomen gre stavbi predvsem zaradi baročne arhitekture, po drugi strani pa tudi zaradi pomembne plemiške družine Lantjerji, ki je imela tu enega svojih glavnih sedežev. Seveda sama zgodba Lantjerjevega dvorca pa je malo bolj kompleksna, ne. Za to enotno monumentalno baročno fasado se skriva nek kompleksen stavbni razvoj in neka pravzaprav bistveno daljša zgodovina, kot bi si na prvi pogled kdo to predstavljal. Lantjerjev dvorec je seveda postavljen v Vipavi, ne. Mesto oziroma sam kraj je izjemnega pomena že stoletja ali pa celo lahko rečemo tisočletja, preden nastane tu Lantjerjev dvorec, ne. V visokem in poznem srednjem veku je Vipava ena tistih točk oziroma ena tistih naselbin, kjer se pravzaprav zelo pomembne plemiške družine borijo za nadzor nad potmi med recimo Podonavjem, Ljubljansko kotlino in morjem. In seveda potem ni slučajno, da že ko začnemo govoriti o grajski arhitekturi, grajskih stavbah v Vipavi,
skratka nekje v 12. stoletju, da je tu hkrati več grajskih objektov. Najbrž že v 12. stoletju obstajata zgornji in spodnji Vipavski grad, pa še nekaj manjših plemiških rezidenc. In Lantierjev dvorec je v bistvu nadaljevanje te zgodbe in Lantierjevega dvorca pravzaprav ni mogoče analizirati brez, da si predstavljamo oziroma da si malo pred očmi ilustriramo nek širši kontekst. To zelo lepo kažejo tudi te stare upodobitve. Prva je nastala tam približno leta 1845 v obliki grafike, ki je bila sekundarno kolorirana, danes jo hrani Narodni muzej v Ljubljani. Druga upodobitev je malo mlajša, tam iz okrog leta 1860, znameniti Franz Kurz zum Turn und Goldenstein, skratka tisti slikar, ki je ustvaril tisti znameniti oziroma najstarejši znani portret Franceta Prešerna. In seveda situacija, ki jo vidimo na teh starih upodobitvah, je še danes v prostoru razmeroma dobro berljiva. Skratka, Vipava na neki izjemno zanimivi geografski lokaciji. Absolutna dominanta v prostoru je še danes Zgornji grad, že od 17. stoletja v razvalinah, potem srednjeveški Spodnji grad, poznejši Farovš oziroma Stari Farovš in čisto spodaj, tu malo skrit med hišami, Lantierjev dvorec, ki je na nek način nadaljevanje in zaključek te srednjeveške grajske zgodbe. No, najprej, če hočemo v bistvu spoznati, na kak način je Lantierjev dvorec pravzaprav nastal, je treba nekaj povedati o Zgornjem Vipavskem gradu. Nesporno je to prva grajska stavba na tem območju in vse kaže, da je objekt nastal v 12. stoletju. Zdaj, seveda, gre za objekt, ki je v razvalinah, skratka, gre za nek fragment nekdanje zasnove, ampak ti ostanki so seveda še vedno dovolj obsežni in dovolj pričevalni, da je mogoče tvegati nek poskus rekonstrukcije podobe tega grajskega objekta v visokem srednjem veku. Ta risba kaže neko hipotezo, kako bi Zgornji Vipavski grad izgledal v 14. stoletju. Skratka, to ni bil zdaj nek grad, tako kot si ga največkrat predstavljamo iz nekih pravljic, skratka, ogromen objekt z številnimi stolpi, z razgibano podobo, ampak prav nasprotno, razmeroma skromna zasnova, tam mogoče 20x40 metrov razsežen nek osnovni pravokotnik, ki ga obdajajo z obzidjem, potem na enem koncu, tukaj na desni strani, postavijo nek bivalni objekt, ki mu lahko rečemo recimo palaci, in malenkost pozneje, tam najbrž nekje do 14. stoletja, potem to prvotno zasnovo obdajajo še z nekim zunanjim obrambnim obzidjem. Tako da po tej risbi si lahko recimo predstavljamo, da gre pravzaprav za razmeroma skromen objekt, ki pa obvladuje zelo veliko in pa pomembno zemljiško gospodstvo. In v Vipavi ne gre to, kar je največkrat značilno za podobne lokacije, za enega samega lastnika tega zemljiškega gospodstva v nekem trenutku, ampak v 12. in 13. stoletju tu spremljamo celo vrsto izjemno pomembnih feudalnih gospodov. Grofje Andeški na eni strani, potem grofje Bogenski, grofje Španheimi in seveda tudi Oglejski patriarhat. Zdaj, zgodovinski viri, pisni viri so dovolj pomanjkljivi, da še seveda kljub številnim raziskavam do danes ni čisto jasno, kako je v bistvu bilo to lastništvo deljeno. Več zelo uglednih zgodovinarjev se je doslej že s tem ukvarjalo. Nazadnje je treba tu omeniti doktorja Miha Kosija, ki je pred 2 letoma tudi v zvezi z Vipavo
objavil nek zelo korekten znanstveni članek, ne, ampak kljub temu pa seveda še precej vprašanj ostaja odprtih, ampak to nas mogoče zdaj niti ne rabi toliko zanimati. Nekako zaključimo lahko, da je tam v drugi polovici 13. stoletja oglejski patriarhat postal izključni oziroma polni lastnik gospodstva Vipava, ampak ker je bilo gospodstvo že prej v bistvu deljeno na več lastnikov, že pred letom 1275 na območju Vipave poleg Zgornjega gradu obstaja še en drugi oziroma spodnji srednjeveški vipavski grad. To je izjemno redko pravzaprav v slovenskem prostoru oziroma dva utrjena srednjeveška grajska objekta sta značilna za tiste najbolj pomembne, strateško in gospodarsko pomembne točke. Ne. Ljubljana je recimo tak primer, Postojna, Tolmin, ne. Tolmin kot sedež pomembne posesti recimo oglejskih patriarhov, Maribor bistveno pozneje, Celje enako, ne, šele tam proti koncu srednjega veka v 15. stoletju. No, za hipec še ustavimo pri Zgornjem Vipavskem gradu. Tisto pravo grajsko podobo, ne, z razsežnim obzidjem, ne, z številnimi stolpi dobi ta grajski objekt šele tik pred tem, ko se njegovo življenje pravzaprav izteče, ne, skratka tam nekje proti koncu 15. stoletja prvotno visoko srednjeveško zasnovo zelo razširijo, seveda zaradi nevarnosti turških oziroma osmanskih napadov, ne, in takrat v bistvu ta visoko srednjeveški grad prevzame funkcijo protiturškega tabora in seveda, ko se nevarnost turških upadov konča, ne, v drugi polovici 16. stoletja tudi Zgornji grad pravzaprav izgubi ves smisel obstoja in se potem zelo hitro spremeni v razvalino, tako da potem seveda že Janez Vajkard Valvazor, ki prvi upodobi Zgornji Vipavski grad že tam okrog leta 1678, kaže popolnoma razvaljeno grajsko stavbo v približno takšni obliki, kot jo poznamo še danes. Zgodba Zgornjega Vipavskega gradu oziroma njegova oblika in stavbna zasnova je razmeroma jasna, ne, tudi nekih velikih ugank nimamo več. Povsem drugačna je pa situacija spodaj v nekdanji trški naselbini Vipava. Ne. Skratka, Vipava seveda že v 14. stoletju dobi status trga in v tem trgu najdemo pa celo vrsto različnih grajskih objektov. In vse pravzaprav do novejšega časa je bila tu precejšnja zmeda, kaj je pravzaprav kateri grajski objekt. Ne. Malo je k tej zmedi recimo prispeval že Janez Vajkard Valvazor, ko je okrog leta 1678 izdelal to upodobitev in je tu na levi strani, ne, kjer imamo kompleks tega vipavskega tabora oziroma tabra, ne, napisal Alte Burg, ne, se pravi stari grad, ne, na nek način je potem z tem podpisom oziroma pripisom celo vrsto poznejših raziskovalcev na nek način zmedu, ne, ker so pač domnevali, da je srednjeveški spodnji grad na tej lokaciji, ker se je pa potem izkazalo, da le ni tako enostavno. Ne. Skratka, postopno se je pokazalo, da je tisti srednjeveški spodnji vipavski grad, ki je očitno obstajal že vsaj leta 1975, ko se omenja Zgornji grad, ne, se pravi, če imamo neko omembo castrum superioris, ne, mora obstajati tudi nek castrum recimo inferioris, ne, se pravi, omemba Zgornjega gradu predpostavlja, da obstaja tudi spodnji grad in čist mogoče je, da je ta spodnji grad že nastal približno hkrati ali pa tik za Zgornjim gradom že skratka v 12. stoletju. No in spodnji srednjeveški vipavski grad je v bistvu še vedno ohranjen, ne, čeprav skoraj do nerazpoznavnosti zakrit v tej stavbi, ki jo danes še najbolj poznamo kot staro župnišče oziroma stari Farovš, ne.
če pogledamo lokacijo te stavbe, ne, nobeno župnišče pravzaprav v slovenskem prostoru, ne, pa tudi nekako širše v evropskem prostoru, nima tako dominantne, strateško zanimive lokacije na neki skali nad vodnim izvirom. In tudi sama zasnova, ne, čeprav je stavba danes precej predelana, opremljena z novimi ometi, v bistvu z nekimi zalomi na fasadi, potem z neko strelno lino in še z nekimi drugimi detajli, zelo jasno kaže, da so v bistvu tu samo v novem veku, ne, v 16. oziroma 17. stoletju prezidali neko bistveno starejšo stavbo. In seveda ta spodnji grad je dejansko začetek zgodbe Lantierjevega dvorca. Vsak grad je imel v bistvu dva dela v osnovi. Eno je tista dejanska utrjena stavba z obzidjem, z nekim bivalnim objektom, kjer pač prebiva fevdalni gospod oziroma njegov gradiščan. Drugi del gradu oziroma grajskega kompleksa je pa predgradje. To je vedno bistveno večje od samega utrjenega grajskega jedra in v predgradju so vedno združene gospodarske funkcije, tudi mogoče kakšna obrambna funkcija in vse kaže, da je imel srednjeveški spodnji Vipavski grad to predgradje z hlevi, kovačijami, recimo kakšen mlin bi se našel zraven prostori za hlapce in dekle in podobno. Skratka, da je bilo to predgradje tu na dvoriščni strani današnjega Lantierjevega dvorca, ne, ker je še pred zadnjo prenovo stal ta objekt, ki ga kaže ta fotografija. In približno si lahko ta srednjeveški spodnji Vipavski grad predstavljamo tako, kot kaže tu ta risba, ne, skratka, zgoraj nad enim od treh izvirov Vipave, relativno majhen grajski objekt z nekim bivalnim poslopjem, z nekim majhnim, zelo tesnim dvoriščem, z nekim stolpom, vse skupaj postavljeno ob poti, ki pelje iz ravnine navkreber do zgornjega Vipavskega gradu in spodaj tu v ravnici med dvema izviroma reke Vipave, gospodarski kompleks, kjer lahko seveda samo ugibamo, koliko je bilo tu objektov, kakšni so bili, kako so bili razporejeni, najbrž bi zvedeli kaj več z nekimi ustreznimi arheološkimi raziskavami. No in šele potem v novem veku, ne, tam najbrž v drugi polovici 16. stoletja oziroma v zgodnem 17. stoletju, ta srednjeveški spodnji Vipavski grad prezidajo približno v današnjo obliko, ne, skratka iz nekega utrjenega srednjeveškega objekta z različnimi deli nastane en tak kompakten palaco, bi lahko rekli, ena taka manjša renesančna palača z neko triforo na fasadi, ne, skratka s takim trojnim oknom, ki je še danes vidno. In seveda pod tem prezidanim srednjeveškim gradom se seveda razvija to nekdanje predgradje, ne. Hkrati s to prezidavo se tudi tu začne na tej lokaciji zgodba družine Lantierje, ne, ker seveda prej v srednjem veku je lastništvo drugačno, ne, izpostaviti je treba celjske grofe, ne, oziroma kneze celjske, ne, ki tam približno od leta 1360 do približno leta 1430 posedujejo Vipavo, ne, to pomeni in zgornji in spodnji grad, potem Habsburžani, znamenita družina Baumkircher, ne, najbrž pride v Vipavo, ne, prav že v času celjskih grofov, ne, kot upravniki oziroma gradiščani Celjanov, ne, skratka, te lastniške zgodbe mogoče niti ni smiselno zdaj toliko tu razčlenjevati, ker so tako kompleksne, da bi seveda posebno predavanje ta tematika zaslužila. Ampak skratka, zavedati se je pa treba, da tako kot so same stavbe z nekega arhitekturnega vidika kompleksne, tako je tudi zgodba lastnikov precej prepletena in vse to seveda vpliva na današnjo situacijo v prostoru. No, še preden se zdaj posvetim Lantierjevemu dvorcu in njegovemu razvoju, je treba na kratko še omeniti še en zelo pomemben stavbni kompleks, ki je tudi seveda povezan z Lantierjevim dvorcem na nek način, to je kompleks tega tabora, ne, oziroma
Tabora. Ne. Še danes taka slikovita, bi rekel, aglomeracija raznih stavb. Ne. Zdaj, seveda, najbolj zanimiv je na prvi pogled ta okrogli stolp tik ob cesti in mostu, ne. Ampak najstarejši del je pa pravzaprav skrit na prvi pogled in seveda zelo hudo prezidan. Vse kaže, da se je tudi ta kompleks že začel razvijati tam v 13. stoletju in poleg zgornjega in spodnjega Vipavskega gradu sta v 13. stoletju na območju Vipave stala še dva oziroma vsaj dva stolpa oziroma stolpasta dvora oziroma lahko rečemo fevdalna bivalna objekta v obliki stolpov. Eden od obeh teh omenjenih stolpov je bil nedvomno na tej lokaciji. Ta stolp se je pred nekaj desetletji v glavnem sesul, zdaj je tu neka nadomestna gradnja, precej ponesrečena, ampak kljub temu je v prostoru ta nekdanji srednjeveški stolp še vedno dovolj prepoznaven. No, pozneje se seveda od 13. stoletja naprej tudi na območju Tabora marsikaj dogaja, ne. Zgodi se en ogromen preplet stavb, ne. Skratka, vsako stoletje kaj doda pa kaj odvzame, ne. Nastane na videz nepregledna celota, ne, ki jo že kaže tudi ta razglednica iz začetka 20. stoletja, ampak kljub temu, da je zadeva precej zapletena, ne, je le bilo mogoče kakor toliko natančno izmeriti vsaj tloris tega kompleksa, ne, in potem seveda z neko natančno analizo in z upoštevanjem nekih zakonitosti gradnje podobnih objektov skozi čas je mogoče tvegati v bistvu nek poskus rekonstrukcije, skratka prikazati, na kak način se je kompleks skozi čas razvijal, ne. Kljub temu, da so stavbe obupno prezidane, ne, to pač kaže tudi nek zelo problematičen odnos sodobnega časa do tovrstne dediščine, ne, tu recimo najbrž še iz 13. stoletja neka bifora, ki je nekoč najbrž pripadala nekemu sakralnemu objektu na tej lokaciji, grb družine Neuhaus nad vzhodnim portalom Tabora, skratka nek element, ki kaže, da je tu ogromno nekih plemiških družin sočasno na območju Vipave bivalo in živelo in delalo, kar seveda zakomplicira malo zgodbo Lantierjev, ne. Glavni portal, glavne stavbe v Taboru z letnico, mislim, 1653, ne. Skratka, drobni detajli, ne, ki pa seveda jih je mogoče nekako povezati v zgodbo, ne, in potem ugotoviti, da je tu spet med dvema izviroma Vipave v 13. stoletju nastala neka zanimiva situacija dveh plemiških stolpov, ne. To v bistvu niso bile neke dejanske utrdbe, ne. Ti stolpi so bili bolj simboli fevdalne moči, ne, niso pa seveda mogli ravno učinkovito kljubovati nekemu sovražnemu napadu, če bi do tega prišlo. No, in seveda, ko stolpa nastaneta, se začne tu neka urbana zgodba postopno dogajati, najbrž zelo hitro stolpa dopolnijo z nekim sakralnim objektom, vsaj tam pred koncem 14. stoletja se to zgodi, potem v poznem 15. stoletju, istočasno kot zgornji grad, pa tudi tu nastane neko izjemno, pravzaprav obsežno protiturško obzidje, ne, tako da dejansko potem ta areal teh dveh visoko-srednjeveških stolpov prevzame funkcijo protiturškega pribežališča za verjetno kar pretežen del prebivalstva z območja trga Vipava. No. Kompleks Tabora je tudi tista točka, kjer je treba iskati bivališče družine Baumkircher, ne, oziroma lahko bi rekli rojstna hiša pozneje znamenitega Andreja oziroma Andreasa Baumkircherja. In seveda kompleks potem, ko se konča obdobje turških vpadov, enako kot zgornji grad izgubi obrambni pomen in začnejo se
različne predelave, dozidave, ne, tako da obzidje postopno izgine za mlajšimi hišami. Kljub temu pa seveda ostane to nek pomemben poudarek v prostoru, ne. Danes mogoče po krivici zaradi mogoče Lantierjevega dvorca malo prezrt kompleks, ampak vsekakor stavbna celota, ki bi jo bilo treba v prihodnosti bolj skrbno varovati, kot se je to dogajalo do sedaj in seveda je tudi primerno raziskati z različnimi metodami. No, zdaj smo pa končno pri našem v bistvu današnjem ključnem objektu. Lantierjev dvorec je na enak način pravzaprav kot tabor neločljivo povezan z trško naselbino Vipava. Sicer zdaj, če pogledamo fasado, gre za neko tako značilno, baročno, simetrično kompozicijo. Takšna fasada bi lahko stala tudi kje sredi krajine, sredi nekega polja, na kakšnem gozdnem robu ali kaj podobnega, ampak seveda stoji v trški naselbini in ima zaradi tega seveda neko specifiko. In zdaj, če še enkrat pogledamo, kaj se dogaja tu na zadnji strani dvorca. Tu je, kot rečeno, to predgradje srednjeveškega vipavskega spodnjega gradu. Zelo lepo vidimo, kako so v bistvu trije objekti v prostoru vse vizualno povezani. Zgoraj na hribu zgornji grad iz 12. stoletja, potem nekje na recimo sredini višine ta spodnji srednjeveški vipavski grad iz 12. oziroma vsaj iz 13. stoletja in spodaj predgradje. Vipava, potem, ko se srednji vek zaključi, seveda pripade Habsburžanov, ki so njeni lastniki seveda že prej, v poznem srednjem veku, in vse kaže, da Habsburžani Vipavo najprej podelijo v fevd družini Turn oziroma Delatore, skratka zelo ugledni in pomembni plemiški družini tu na Goriškem, že v času goriških grofov, v poznem srednjem veku. Družina Turn ima posesti v Vipavi še dolgo časa, ampak tisto glavno posest oziroma to združeno, lahko rečemo, zemljiško gospodstvo zgornja in spodnja Vipava pa očitno Turni do zdaj še ne vemo, na kakšen način izgubijo in jo Habsburžani potem leta 1528 predajo družini Lantieri oziroma Gašperju oziroma Janezu Gašperju prvemu Lantieriju. On je vnuk pravzaprav prvega Lantierija, ki se naseli v slovenskem prostoru oziroma natančneje rečeno na Kranjskem. To je Janez Anton II. Lantieri, ki je mimogrede tudi prvi ljubljanski župan. Na tistih znamenitih kamnitih ploščah na ljubljanskem magistratu so navedeni vsi ljubljanski župani do aktualnega, in ta seznam županov se začne prav z Janezom Antonom Lantierjem, skratka z dedkom prvega vipavskega Lantierja. Oče Janeza Gašperja Lantierja je pa prvi Lantieri, ki se naseli na Goriškem oziroma v Gorici, kupi palačo oziroma stolp Schönhaus blizu mestnih vrat spodnjega dela Gorice, in potem je na nek način logično, da se seveda družina Lantieri giblje med Ljubljano in Gorico, in najbrž je odločitev za Vipavo kar seveda dobro argumentirana. Ne vemo čisto točno, kje v Vipavi Lantieriji živijo oziroma na kakšen način, oziroma ali imajo sploh v Vipavi rezidenco ali za rezidenco služi bolj palača v Gorici, ki jo postopno širijo od
začetka 16. stoletja naprej. Vsekakor pa se Vipavi precej dogaja. Tako da potem v prvi tretjini 17. stoletja oziroma natančneje leta 1632, ko Lantierji postanejo grofje, se očitno začne tudi v nekem gradbenem pogledu tu na, lahko rečemo, dvorišču, oziroma na območju predgradja srednjeveškega spodnjega Vipavskega gradu nekaj intenzivno dogajati in približno do leta 1659 oziroma do leta 1669 potem nastane tu pravzaprav lahko rečemo stavba, ki jo upravičeno lahko imenujemo Lantierjev dvorec, in seveda ta stavba je nek raščen kompleks, po eni strani vključijo tu noter neke srednjeveške stavbe, to se je zelo lepo tudi zdaj pokazalo pri zadnjih obnovitvenih delih, v tem zadnjem delu kompleksa, kjer se na fasadi recimo, mogoče malo težje vidno, ampak recimo tam na levi strani pokažejo neki šivi, to so vedno neki indici, da so postopno seveda dodajali stavbne sestavine, in zdaj, če bi šli tukaj skozi prehod na to zadnje dvorišče, bi videli recimo neko zazidano okno, neke ostanke nekega portala. Skratka, to so kamniti elementi, ki za svojimi oblikami kažejo, da so nastali recimo tam nekje v drugi polovici 15. stoletja ali pa najpozneje v prvi polovici 16. stoletja. Skratka, gre še za neko poznogotsko arhitekturno tradicijo. Seveda ti elementi dokazujejo to, kar smo že seveda prej domnevali, da Lantierjev dvorec ni nastal iz nič, ampak da so tu zelo spretno vključili v zasnovo iz prve polovice 17. stoletja starejše srednjeveške sestavine. Zdaj, žal po teh zadnjih obsežnih obnovitvenih delih še ni bilo objavljeno neko dovolj celovito poročilo o stavbnih raziskavah. Na podlagi tega poročila bi seveda dosti bolj natančno lahko sklepali, kaj se je dejansko tu dogajalo v 17. stoletju in tudi še pozneje, ampak vsekakor je Lantierjev dvorec v osnovi srednjeveška stavba in vse kaže, da je v tem glavnem objektu Lantierjevega dvorca oziroma v tem delu na vzhodni strani bil nek stolp, nek srednjeveški bivalni stolp, ki je bil po zasnovi najbrž zelo podoben tem prej omenjenim dvem stolpom na območju Tabora. Skratka, nek objekt, ki je za svojo obliko simboliziral, da gre za neko fevdalno postojanko oziroma za nek fevdalni bivalni objekt, dejansko pa ni imel neke utrdbene moči, ki bi jo bilo mogoče primerjati z zgornjim ali pa z spodnjim gradom. Pri zdaj analizi stavbe Lantierjevega dvorca nam je lahko precejšno pomoč tudi par detajlov. Zdaj, najbolj zanimiv je gotovo ta sklepni kamen na portalu na dvoriščni strani stavbe, v kateri se trenutno nahajamo. Ta sklepni kamen ima vklesano letnico 1659 oziroma 69. Zdaj, različno so raziskovalci tudi že v preteklosti brali to letnico. Jaz menim, da je bila najprej tu vklesana gor letnica 59, potem pa je bila čez petko vklesana šestka. In to na nek način lahko kaže, da je v 50 letih 17. stoletja se začela dejansko gradnja tega stavbnega trakta na neki srednjeveški osnovi, povsem je bila pa gradnja seveda zaključena šele tam v poznih 60 letih 17. stoletja. Zdaj, kdo je zgradil ta objekt? Zdaj, da bi malo osvežil spomin, sem si napisal par imen, ker desetletje hitro mine in odkar sem to knjigo pisal, sem malo pozabil. Skratka, nekaj zanimivih podatkov. Leta 1626 Lantierji dejansko postanejo lastniki zemljiškega gospodstva Vipava. Prej so bili od leta 1528 naprej samo zakupni gospodje, poenostavljeno rečeno bi lahko rekli, na nek način so imeli Vipavo oziroma vipavsko zemljiško
gospostvo z obema srednjeveškima gradovama samo v najemu od Habsburžanov. Ne. Leta 1626 pa dejansko odkupijo in Vipavo in Riechenberg, ne, se pravi drugo pomembno zemljiško gospostvo, in potem leta 1632 Janez Friderik I. Lantieri dobi naslov državnega grofa. Ne. To je seveda izjemno visok plemiški naziv. Ne. V srednjem veku je bilo še bistveno težje seveda do takšnega naziva priti. Ne. No, in potem sin Janeza Friderika I. Lantierija, Franc Lantieri, pa leta 1643 postane goriški deželni glavar, ne, se pravi najpomembnejši človek goriške grofije. Ne, in seveda takšna osebnost si ni mogla privoščiti, verjetno, da bi bivala v nekem takem skromnem, prezidanem srednjeveškem spodnjem gradu oziroma tu v nekem recimo srednjeveškem stolpu, ampak je seveda potrebovala nek primeren dvorec. Ne? In seveda na Goriškem se takrat ta razcvet gradnje modernih dvorcev v nekih poznorenesančnih oblikah izjemno razmahne. Ne? Recimo prvi tak primer je Kromberg pri Gorici oziroma danes pri Novi Gorici, ne? Dobrovo v Brdih, Kanal in tako naprej. Ne? Skratka, vse pomembne plemiške družine na Goriškem, ne? Ki kaj dajo nase, si privoščijo kak soliden dvorec, ne? In seveda te stavbe gradijo predvsem stavbeniki, ki prihajajo iz severnoitalijanskega oziroma furlanskega prostora. Ne? In Lantieri očitno so del tega procesa. Ne? Vipava je seveda takrat formalno del dežele Krajinske, ampak bi rekel v nekem kulturnem prostoru, ki se seveda veže na, zelo močno na Gorico oziroma na Goriško. Ne? Zdaj, tu je samo en portret, ne, ki je v bistvu nastal v poznem 19. stoletju, ki v bistvu hipotetično kaže, kako bi eno od teh gospodov Lantierjev v obdobju baroka lahko izgledal. Ne gre za dejansko upodobitev enega od Lantierjev, ampak samo za v bistvu, lahko bi rekli, nek poskus rekonstrukcije, ki je pa kljub vsemu dovolj nazoren. No, seveda, Lantierijev dvorec potem v 18. stoletju doživi temeljito preobrazbo, ne, tako da se tista recimo prvotna podoba iz 17. stoletja zelo zabriše, ampak zadnja obnovitvena dela so le precej naše vedenje povečala. Ne, in na vsak način je jasno, da tudi že v 17. stoletju to ni bil nek utilitaren objekt, ne, skratka, to ni bila samo neka upravna stavba, iz katere bi skrbeli za zemljiško gospodstvo, ampak je bila tudi očitno reprezentativna bivalna plemiška rezidenca. Ne. To so seveda pokazali predvsem ti poslikani stropi, ne, ki so tu v celi vrsti prostorov prvega nadstropja bili odkriti. Ne. In skratka, gre za strope iz lesa, ki so izjemno razkošno, lahko rečemo, poslikani, in podobnih pravzaprav stropov v slovenskem prostoru iz tega časa nikjer ni mogoče najti. Ne. Seveda, eden od razlogov je tudi ta, da je ogromno grajskih stavb propadlo oziroma so jih predelali, ne. Ampak to seveda ne zmanjšuje pomena Lantierjevega dvorca. Ne. Seveda pa takšne stropove zelo v velikem številu lahko najdemo v beneškem prostoru oziroma v sosednji Furlaniji. Ne. Očitno je seveda tu obstajal, lahko rečemo, nek enoten kulturni prostor. Ne. No, v 17. stoletju, ko Lantierjev dvorec nastane, je objekt izjemno povezan v nekem oblikovnem in materialnem smislu z okoliškimi stavbami v trgu. Ne. Skratka, gre za nek objekt, ki ni pretirano visok, ne. Ima tam pritličje prvo nadstropje, pa podstrešno poletažo oziroma mezanin, ne, pokritje z korčno streho, in fasade so gladke. Ne. Fasade so v bistvu, lahko bi rekli, skoraj malo dolgočasne. Ne. Skratka, ni nobene členitve, nobenih pilastrov, lizena ali kaj podobnega, tudi okenski okviri so razmeroma preprosti. Ne. Fasada, ne, seveda pa je bila že na tej strani, kjer je še danes, ne, mislim, glavna fasada. Ne. Skratka, fasada je obrnjena proti
glavni cesti, ne, ki povezuje deželo Kranjsko oziroma prestolnico Ljubljano z Goriško in Gorico. Ne. Fasada je sigurno simetrično zasnovana, ampak brez nekih posebnih poudarkov. Ne. Skratka, gre za neko obliko, ki je zelo značilna recimo za dvorce iz tega obdobja v furlanskem prostoru. Ne. Ena izjemno taka dolga, enotna poteza fasade in očitno ima na koncih ta fasada dva stolpiča, ki pa nič nista višja od fasade, ampak sta bolj v bistvu tukaj mogoče zaradi nekega simbolnega pomena. Ne. Skratka, v tem času je bilo značilno, ne, da so si plemiči svoje rezidence poudarili z stolpi, ki pa niso imeli čist nobene vojaške vloge, ampak so v bistvu samo simbolizirali, da tu ne gre za pač neko malo večjo stanovanjsko stavbo ali pa kakšno župnišče ali kaj podobnega, ampak da gre seveda za rezidenco fevdalnega gospoda. Ne. Zato recimo tudi za stavbe, kot so recimo Kromberk, Dobrovo, danes v glavnem porušeni dvorec v Kanalu, ne, vse te stavbe dobijo neke stolpe, ne, ampak ti stolpi imajo izjemno tanke zidove, nimajo recimo nekih strelnih linij in kaj podobnega, ne, oziroma če so gor neke strelne linije, so tako majhne, da je to bolj služilo mogoče nekemu zračenju kot dejansko nekim vojaškim potrebam. Ne. Skratka, zelo je pri teh stavbah treba upoštevati nek simbolni vidik, ne, ki je dostikrat pomembnejši od neke dejanske uporabne vrednosti. No, približno okrog leta 1660, če lahko Lantierjev dvorec predstavljamo na tak način, kot ga kaže ta risba, takrat tudi v tej stavbi prespi prvi ugleden gost, ne, cesar Leopold I. In zelo verjetno je takrat seveda dvorec že imel tudi nek vrt, ne, oziroma neko parkovno površino, ki je dopolnjevala bivalne prostore, ker seveda 17. stoletje je že čas, ko si pravzaprav neke ugledne plemiške rezidence brez vsaj nekega majhnega vrta ne gre predstavljati. Ne. Tako da na vsak način lahko ugotovimo, ne, da že v 17. stoletju so nastavljene v bistvu vse osnovne zadeve, ki jih potem 18. stoletje samo še dopolni. Ne. No, v 18. stoletju pa tudi razvoj gre pravzaprav postopoma. Ne. Najprej okrog leta 1702 Franc Anton Lantieri, ne, se pravi sin Janeza Antona V. Lantierija, ki dokonča gradnjo v 17. stoletju, tista dva prvotna stolpiča malo podaljša, tako da v bistvu fasada dobi na levi in desni strani nek okvir, bi lahko rekli, ne, skratka, nastaneta dva rizalita in enega od teh rizalitov, ne, tega na levi strani, ne, oziroma na zahodu, izkoristijo za to, da potem zadaj uredijo grajsko kapelo. Ne. Seveda vsak baročen dvorec je potreboval neko dovolj veliko kapelo v tistem času. Ne. Kapela je bila pravzaprav tudi nek izraz lojalnosti, ne, nekega fevdalnega gospoda v času seveda proti reformacije, ne, in seveda te kapele pravzaprav najdemo po prav vseh dvorcih in na Kranjskem in na Goriškem. Ne. Skratka, kapela je obvezna sestavina nekega plemiškega dvorca v obdobju baroka. No, tisti najbolj obsežen gradbeni poseg v smislu adaptacije prvotne zasnove iz 17. stoletja pa je izveden razmeroma pozno, ne, šele tam v 60. letih 18. stoletja za Ferdinanda Lantierija, ne, se pravi sina tistega Lantierija, ki da postaviti kapelo, in vnuka tistega Lantierija, ki da v 17. stoletju zgraditi dvorec. In takrat dvorec dobi to reprezentativno fasado, ne, ki je pa zdaj že popolnoma razčlenjena, ne, z pilastri, z lizenami in tako naprej, ima nek rizalit na sredini, ki je višji od ostalih delov fasade. Ne. Skratka,
Vipava za to fasado dobi osrednji arhitekturni poudarek, ne, in ta fasada je še danes izjemno atraktivna. Ne. No, pozneje se v bistvu kaj dosti več ne spreminja v tem kompleksu. Ne. Eno takšno zanimivo vprašanje pa je še, kdo je pravzaprav avtor te fasade. Ne. Zdaj, iz doslej znanih in uporabljenih arhivskih virov imena stavbenika oziroma arhitekta, ki je zaslužen za to fasado, ne poznamo, ampak po nekih slogovnih značilnostih, ne, skratka po osnovni kompoziciji, podrobnih detajlih, pa tudi seveda po nekem splošnem kontekstu, ki ga je treba upoštevati, pa je najbolj verjetno, da je to fasado projektiral arhitekt oziroma stavbenik Michele Bon, ne, oziroma Bon, skratka najpomembnejši stavbenik v drugi tretjini 18. stoletja na Goriškem, ne, tudi predstojnik ceha stavbarjev v Gorici, ne, človek, ki je celo vrsto stavb verjetno realiziral, ampak ki je pozneje seveda precej utonil v pozabo. Ne. Skratka, vse kaže, da je precej stavb, ki jih je Bon zgradil oziroma projektiral, bilo pozneje po krivičnem pripisanih seveda mnogo bolj znamenitemu Nikoloju Pacasiju, ne, ki je bil seveda glavni dvorni arhitekt cesarice Marije Terezije. Ne. Rojen je bil seveda v Gorici, ne, oziroma na Goriškem, ampak seveda zdaj neke novejše raziskave so pokazale, da Pacasi v bistvu je bil toliko zaposlen z gradnjami na Dunaju v Pragi, ne, oziroma na teh cesarskih gradbiščih, da ni mogel vzporedno še v bistvu se ukvarjati z arhitekturnim projektiranjem na Goriškem. Ne. In seveda tu pa stopi potem v ospredje ta Bonov opus, ne, in Lanthierijev dvorec zelo dobro v bistvu, skratka se ga da zelo dobro umestiti v ta opus, ne, čeprav kot rečeno arhivskih virov, ne, ki bi dejansko potrjevale to tezo, pa doslej še ni bilo mogoče odkriti. Tudi seveda tu je treba poudariti, da do zdaj se raziskovalci s tem še niso tako poglobljeno ukvarjali, ne, in gotovo bojo neke bolj intenzivne znanstveno zastavljene raziskave v prihodnosti še verjetno tudi marsikaj tu znale povedati. Ne. Zdaj, fasada je seveda najbolj atraktiven element baročne podobe Lanthierijevega dvorca, treba je pa seveda poudariti, da je bil takrat preurejen pravzaprav celoten kompleks in da je nastala izjemna pravzaprav baročna celostna umetnina, ne, kjer se prepleta krajinska arhitektura, kiparstvo, slikarstvo. Ne. Zelo lepo je seveda ta celovit baročni koncept viden že na tej mapi franciscejskega katastra iz leta 1825, ne, skratka nek drevored, nek parterni vrt s fontano, glavno poslopje dvorca, potem dvoriščni trakti in kompozicija se pol zaključi z naravnim okoljem oziroma z nekim mostičkom do naravne votline. In po eni strani izjemno razsežna kompozicija, ne, to je samo barok si je seveda lahko kaj takšnega dovolil, ne, in seveda Lanthijeriji so bili in dovolj izobraženi in dovolj vplivni in seveda dovolj premožni, da so lahko kaj takega realizirali. In zato seveda ne preseneča, da srečamo v kompleksu Lanthierijevega dvorca nekatere elemente, ki jih pravzaprav drugje na Slovenskem v tem času ni mogoče srečati. Ne. Že recimo fontana v parku je tak lep recimo detajl, ne, ki vzlepa ne najdemo kaj podobnega v slovenskem prostoru. Ne. Potem ta mostič na zadnji strani, ki je sicer že v 17. stoletju obstajal, ne, v 18. stoletju je preoblikovan, ne, dopolnjen z kamnito balustradno ograjo. Ne. In posebna zgodba je pa seveda zaključek te kompozicije, nek paviljon, ne, ki nastane kot uvod v naravno skalno votlino. Ne. Tu na fotografiji tam iz zgodnega 20. stoletja, ne. Danes seveda žal povsem predelana situacija oziroma tega paviljona nimamo več, ne. Je pač ga nadomestila neka novejša, dovolj neposrečena
stavba. Ne. Tudi recimo ti znameniti puti, ne, to zdaj niso neke vrhunske baročne kiparske umetnine, ampak število teh putov in atributi, ne, pa seveda so spet nekaj izjemnega in tudi kaj podobnega, recimo nekjer drugje v slovenskem prostoru ni mogoče srečati. Ne. Enako velja za poslikave, ne. Poslikano je očitno celotno stopnišče, hodniki, ne. Skratka, tu se ni varčevalo, ne, in res je očitno tam v 60. letih 18. stoletja šlo za to čim bolj celovito, v bistvu v maniri nekega poznega baroka, ta kompleks Lantierjevega dvorca preobleči, da bo lahko dostojno zrcalo pač ugled njegovih plemiških gospodov, ne, tudi recimo kapela, ne, ki sicer arhitekturno zdaj pravzaprav notranjščini ni nič posebnega, je opremljena z izjemno kakovostno umetnino, ne, skratka oltarna slika, danes shranjena v Goriškem muzeju, ne, ki ustvari Giulio Quaglio, ne, slikar, ki je pač takrat najboljše ime, ki ga je mogoče dobiti na Kranjskem, ne, skratka slikar, ki poslika recimo tudi notranjščino ljubljanske stolnice pa semenišča in seveda Lantierji očitno točno vejo, ne, komu morajo zaupati opremo svoje kapele. Ne. Da seveda, tako kot zunanjščina dvorca je bila tudi notranjščina nedvomno izjemno skrbno oblikovana, ne, v vseh teh glavnih prostorih, ampak seveda 20. stoletje je tu naredilo izjemno škodo, ne, tako da danes samo po fragmentih, ne, ki so se ohranili v palači Lantierji v Gorici, lahko v bistvu domnevamo, kakšno podobo so imeli ti notranji prostori. Ne. Sigurno je bila tu neka galerija prednikov, ne, pohištvo, preproge in tako naprej. In seveda nekateri večji kosi, ne, ki so danes hranjeni v palači Lantierji v Gorici, ne, so po formatih takšni, da lahko predvidevamo, da so nekoč krasili prav ta barokizirani vipavski Lantierjev dvorec. Ne, seveda je bila tu kuhinja, ne samo ena, ampak več, ne, tudi to si lahko v bistvu malo predstavljamo po teh v Gorici ohranjenih predmetih. In seveda, da si nekako izpopolnimo to baročno podobo Lantierjevega dvorca, je treba nujno še omeniti dvorec Zemona, ne, oziroma takrat, ko je to nastalo, so stavbo imenovali Villa Belvedere, ne. Skratka, ni šlo za nek samostojen dvorec, ki bi bil sedež neke samostojne zemljiške posesti, ampak v bistvu je to samo vrtni paviljon. Ne. Seveda takšne vrtne paviljone dobijo številni dvorci tistega časa, Zemono je pa daleč največji primer svoje vrste v slovenskem prostoru. Ne. Zemono, tu je zanimivo, da v bistvu objekt ni imel niti ene spalnice. Ne. Skratka, objekt ni bil zgrajen zato, da bi tu nekdo lahko trajno prebival oziroma vse prenočil, ampak to je bil res samo vrtni paviljon, ne, ki je bil res da malo oddaljen od same Vipave, ne, oziroma od Lantierjevega dvorca, ampak stavba, ki je bila izključno zgrajena za zabavo in za negovanje vina. Ne. In tako kot seveda Lantierjev dvorec, tudi Zemono v celoti poslikano v teh ključnih notranjih prostorih. In enako kot Lantierjev dvorec, tudi tu stavba ne nastane naenkrat v enem livu, ne, tako da bi si pač po današnji obliki to predstavljali, ne, ampak je stavbni razvoj podobno kompliciran. Ne. Najprej zelo preprosta zadeva, ne, skratka neka vinska klet, ne, nek pravokotni objekt, ki je še danes v osnovi ohranjen v kleti dvorca, ne, pozneje to tam verjetno proti koncu 17. stoletja razširijo v neko tako kubično stavbno maso, ne, in šele potem v neki tretji stavbni fazi nasujejo zemljišče, ne, ga izravnajo, trasirajo in postavijo okrog objekta te arkade, ne, ki dajo seveda tej arhitekturi nek tak poseben prepoznaven značaj. Ne. No, seveda Lantierjev dvorec tudi še potem v 19. stoletju ostane zelo ugledna plemiška rezidenca in seveda tudi takrat še doživlja neke spremembe, ne, s tem, da te spremembe niso toliko korenite kot tisto, kar se je dogajalo na tej lokaciji v 17. in 18. stoletju. Ne. V 19. stoletju najbrž nastane ta poslikava, ne, tu na stropu, ki jo lahko si ogledamo bolje kot na tej projekciji. Ne. In seveda spreminja se gotovo tudi oprema notranjih prostorov, ampak v glavnem seveda o tem lahko danes samo
ugibamo. Ne. Zakaj? Ne? Seveda, znano je, v 19. stoletju sledi 20. stoletje, že prej, 1848 je feudalni družbeni red odpravljen, ne, skratka, dvorci so naenkrat stavbe, s katerimi marsikdo ne ve več, kaj bi počel, ne, in seveda potem se z Vipavskim dvorcem zgodi tisto, kar se zgodi še z nekaterimi drugimi primerljivimi grajskimi objekti na območju današnje zahodne Slovenije, Kojsko, v Brdih, Kanal, ne, skratka, ko se začnejo stopnjevati trenja med kraljevino Italijo in pa Habsburško oziroma Avstro-Ogrsko monarhijo, dvorec zasede vojaštvo. Ne. Tako da že pred Prvo svetovno vojno iz plemiške rezidence nastane vojašnica, ne. Takrat seveda večino opreme odpeljejo v palačo Lantieri v Gorico, nekaj gotovo prodajo, ne. Te zgodbe še vedno niso čisto jasne, ne. Hkrati zadnji potomec družine Lantieri umre, ne, leta 1910 in sicer ne v Vipavi, ne, ampak v Aielu, ne, v Furlaniji, ne. Potem seveda dvorec preide v last družine Lantieri Levecev, ne, skratka, družina Lantieri preživi v ženski liniji in potem seveda ostane ta zgodba do leta 1945. Ne. Seveda pa že predtem v bistvu se stopnjuje ta zgodba vojašnice, ne, tako da seveda po Avstro-Ogrski vojski sledi po prvi svetovni vojni italijanska vojska, ne, seveda potem po drugi svetovni vojni jugoslovanska vojska, ne, tako da v bistvu te vojaške zgodbe seveda precej brišejo spomin na plemiško rezidenco, ne, ostane seveda fasada, ne, ampak tisto, kar je pa za fasado, pa je vedno bolj odmaknjeno od tistega baročnega blišča 17. in 18. stoletja. Ne, seveda, zdaj z velikimi napori, ne, seveda, se malo spet te starejše plasti luščijo, ne, in seveda, to je zadnja slika, ne, malo sem dolg, se opravičujem, ampak kot vidite, je zgodba zapletena in je skoraj ni mogoče nekako strniti na 45 minut. No, skratka, Lantierijev dvorec ima po eni strani izjemno srečo, da ni deležen požiga med drugo svetovno vojno, ne, tako cela vrsta drugih stavb, ne, tu v bližini Richenberg in pa Štanjel sta takšna recimo najbolj žalostna primera, ne. Seveda po drugi strani se pa odpre vprašanje po letu 1991, kaj pravzaprav za to stavbo početi, ne, in sam menim, ne, da je ena najboljših rešitev bila ta, da je stavba prišla v upravo univerze v Novi Gorici, ne, ker na tak način, ne, to se je tudi recimo pokazalo na gradu Hompoš blizu Maribora, je mogoče te stoletja stare zidove res izjemno dobro izkoristiti, jih napolniti z novim življenjem in hkrati povezati v bistvu neke zgodbe iz preteklosti z prihodnostjo, ne, na eni strani ustvariti v bistvu nek dostojen spomin na pretekle generacije, ne, seveda po drugi strani pa ustvariti nekaj, kar seveda omogoča tudi razvoj prihodnih generacij oziroma poskrbeti je mogoče, ne, seveda, da takšne stavbe še naprej nekako aktivno, dinamično živijo. Hvala lepa za pozornost.